Jaz kot otrok sem živela na Zgornjem Lovgu, potem smo se pa 63. leta preselili sem v Litijo in sicer nasprot dvorane v en blok, kjer smo potem ostali dolgo časa. V tem delu, kjer sva pa sedaj, je bila pa tudi knjižnica. In to ne otroška knjižnica, ampak knjižnica za odrasle, knjižnica, ljudska knjižnica. Vodila jo je takrat učiteljica Anica Brovčeva, gor iz Zgornje Dobrave. Pa nas je take učenke, ki smo že v šoli sodelovali z njo, povabila in poprosila, če bi tudi tukaj pomagali. Ta ljudska knjižnica je bila v prvem nadstropju te stavbe. To se pravi, da smo morali iti po zunanjih stopnicah v prvo nadstropje, tam pa je bila ena zaklenjena soba in v tisti sobi smo imeli knjižnico, kamor so hodili tudi odrasli. Ljudska knjižnica se je takrat imenovala. Naša učiteljica Anica Brovčeva je izbrala dve dekleti, da sva delali tukaj v knjižnici. Ena je bila Eli, druga sem bila pa jaz. Za Eli se zdaj ne spomnim imena, ampak za sigurno je delala pred menoj. Ko sva prišli sem, je bilo treba iti po stopnicah, tistih stopnicah, po katerih so hodili stanovalci. Nismo hodili skozi dvorano, ampak po stopnicah od stanovalcev. In v prvem nadstropju je bila lepa soba, sicer s starim pohištvom, ampak bila je soba za knjižnico. In v to sobo sva hodili in urejali knjižnico in tudi izposojali. Potem pa so si lahko včasih malo pokukal, kaj se pa v dvorani dogaja, pa smo šli malo na balkon pogledati, ampak kaj več pa nismo upali, ker je bilo to tudi zaprto za nas otroke. V knjižnico so pa hodili res odrasli in ena od odraslih bralk, ki je redno hodila v to knjižnico, je bila potem slikarka Mira Pregelj. Vsak teden je prišla v knjižnico in je izbrala knjige, potem pa smo jih pomagali nesti domov, ker ona je takrat živela v Farbarjevem gradu. In ko smo knjige odnesli domov, je pa zelo rada govorila o tem, kako in kaj in zakaj ima ona rada knjige in kje jih ima shranjene. Rekla je, na podstrešju Farbarjevega gradu je njena zakladnica knjig in tam na podstrešju pa se ji dogaja še nekaj zelo posebnega. Gospa je bila precej, bila je obilna in je morala tudi malo telovaditi in je vedno meni govorila, veš, zdajle bom šla pa še na telovadbo. Kam pa? Ja, na podstrešje od Farbarjevega gradu. Tam gor imam dovolj tramov, dovolj vsega, da se obesim na tram in telovadim. In res je tako delala. Mira Pregeljeva je bila zelo zgovorna gospa in nam je marsikaj povedala. Mi smo pa vse to poslušali in tudi marsikdaj smo potem ji kaj pomagali, ker je imela težave s hojo. Tukaj nad dvorano so se dogajale tudi druge stvari, ne samo v zvezi s knjigami. Pevci so peli na eni strani v eni učilnici, v Jerebovi sobi, ji rečemo zdaj, ne. Potem so se tukaj zbirali tisti, ki so radi igrali. In je bilo
gledališče polno ljudi, ki so počeli vse, kar so znali in delali za druge ljudi. No, potem pa je še zgodba naprej s knjižnico, ne? Knjižnica se je morala potem kmalu preseliti iz te stavbe, zaradi tega, ker so bili načrti za knjižnico drugačni. In sicer so bile knjige postavljene tam v prvem nadstropju, bolj po mizah, ker pravih polic za to še ni bilo, in počasi so se zbirala sredstva in urejali prostori za ta pravo knjižnico. Ta prava knjižnica je imela pa potem svoje prostore, zdaj je to pod nadvozom. Tam je bila ena starejša hiša, v kateri je bila kasneje knjižnica, in v njej so bile urejene tudi knjige iz prejšnje knjižnice. Jih je pa urejal Bogdan Bučar. Bogdan Bučar je bil zaposlen v tej novi knjižnici, v bistvu stari, ne, takoj od začetka, ker so ga vsi poznali kot dobrega bralca in prijatelja otrok in so se veliko družili. Poleg tega pa je delal tudi za kino v Litiji. Bogdan je skrbel za program v kinu in vrtel tudi filme. Tako da so kasneje vse, kar se je dogajalo v zvezi s kinematografijo, podelili v delo Bogdanu. Takrat sem pa jaz hodila v gimnazijo v Ljubljano in so rekli, ja, poleg tega, da rabimo enega za kino, da ga vodi, rabimo pa še enega za knjižnico. In takrat so me povabili oziroma določili, da bom jaz delala knjižničarsko šolo, in tako sva z Bogdanom ostala skupaj od vsega začetka. Hišo kino so podrli pol in je ni več. Ostal pa je spomin. Mi smo v kino hodili vsako nedeljo dopoldne, ker je bil tudi takrat kino, ne? In vidno je vrtel film Bogdan.